Ja, a boš kaj podpisal? Cheers! Ja, veste, kaj je ona začela? Ona je na morju. Ja, mnogo časa niste. Te druge, ki so bile. Vsake važno. In sem bil še na Bosni, jaz si bom to spravo dal. Imel sem 6, a to ni zanimivo. Ampak vse, pa sem en let in pol, to zgodbo povedal. V 74 letih nobene zvezdice, na karisti. Ja, ali je karisti. To je lahko bolest. Naj se predstavim, moje ime je Anton Koščak, sem založnik knjige Janeza Vidmajerja, Promenada, primerno pripravil. Ampak zdaj sem iskal ta govor, izgleda mi ga nekdo ukradel. Sono una vera ben trovato. Ja, in kaj zdaj? Zdaj moram govoriti, prima vista, bi rekel gospod Kuharič. Kar tako, brez priprave, direkt, na pamet. Kot govornik nisem noben Demosthenes, noben Seneca, noben Aristoteles, noben Kuharič, če že hočete, ali pa Janez Vidmajer, pa še kakšnega najdem, velikega govornika. Sem pač Anton Koščak, založnik in bom poskusil povedati nekaj besedi, nagovornih, takšnih in drugačnih v današnjem lepem dnevu in lepem večeru, ker današnji dan ni navaden dan, ampak je mali praznik slovenstva, ker je išla nova knjiga slovenskega avtorja, ne neki prevod ali karkoli, ampak slovenski avtor. Ko smo se z Janezom večkrat pripravljali za tale večer, je rekel, ti bova govorila pravilno slovenščino. In to zadevno sem šel jaz takoj iskati eno knjigco tamle v antikvariat, brus knjižne slovenščine, kar pomeni, da moram pravilno slovensko govoriti. In nekaj časa sem treniral, pa Janez rekel, pusti skupaj, zdaj vam videla po ljubljansko, tako, ker je moja knjiga napisana Promenada, Ljubljanščina iz leta 1970 do leta 1982, predvsem iz tega obdobja, katero obdobje Janez opisuje pač v svoji knjigi. Zdaj v knjigi mogoče ne bi preveč govoril, če hočete lahko, če pa ne, si pač kupite knjigo, kot bi rekel Janez, pa boste vedeli, kaj in kako se stvari strežejo. Janez Vidmajer ni neznan avtor v slovenskem založništvu, ker treba je vedeti, da je že leta 1983 ali 1984 tam nekje izdal pri Mladinski knjigi neki priročnik iz kozmetičnega področja za naslovom Kozmetika iz rastlin. Kozmetika iz rastlin je ena knjiga v različnih. Čaj in zdravila. Ja, in pa čaj, kozmetika in ja, tako, ki je išla pri Mladinski knjigi v veliki nakladi. Pri Cankarjevi založbi, zdaj je pa Mladinska knjiga to, ker je Mladinska knjiga pač kupila Cankarjevo založbo, ker Mladinska knjiga lahko vse kupi, Koščaka pa ne more. Bravo. Bravo. No, pri tej knjigi, Promenada, ogledalo nekega obdobja našega časa, Janez kot avtor opisuje v množici zgodb, če se ne motim, okrog 60 zgodb,
tedanje obdobje, predvsem od leta 70 do leta 84, ko tedanji režim je že nekako popuščal v svoji ostrini in marsikdo se je v tem obdobju znajdel. Naprimer, jaz sem se zelo znajdel, Janus pa še bolj. In Janus je že takrat... In obratno. No, tako, in Janus je že takrat odprl neko malo fabriko, se temu reče, farmakozmetiko. Bil je zelo uspešen in to se mi tudi navzven videlo. Imel je krasen avto, zrihtan je bil zmeri, lepe punčke levo, lepe punčke desno in tako naprej. Zdaj pa, zadnje čase, pa nekaj nostalgično za nazaj in zato se je pa odločil, da je popisal to obdobje, ampak preko nekih zgodb. Če pa to prebereš v enem šunku, pa te ne motijo te zgodbe, ampak dobiš neko fino, lepo sliko nekega lepega časa naše mladosti ali pa vaše mladosti, kar pomeni še enkrat od leta 72 do leta 82. Run your fingers through my hair. 8. Touch me. Slowly. Slowly. 7. Hold it. Let's go straight to number 1. Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number 1.